Zelena luč. Zdravo! Se še spomnite tistega časa, ko so električni skiroji prvič zapeljali po ulicah mest in so se zdeli kot nekakšen pozdrav iz prihodnosti? Najprej so seveda, sploh v evropskih mestih, povzročili pravi kaos, saj se niso mogli vključiti v obstoječa prometna pravila. Potem jih je bilo kar naenkrat na tisoče in mnoge ulice so postale neprehodne zaradi malomarno parkiranih skirojev. Zdaj smo v obdobju, ko države in mesta iščejo uspešne ukrepe za regulacijo vožnje skirojev prav zaradi varnosti. Tudi Slovenija. Jan Grilc se ne vozim prav rad z njimi, počutim se nekako negotovega, sem se pa prejšnji teden z veseljem zapeljal po poligonu v raziskovalne namene. Sodelavke Celjske fakultete za logistiko namreč v raziskovalnem projektu preučujejo obnašanje voznikov in to, kam usmerjajo pozornost, da bi lahko pripravili strokovne podlage za pravila, ki bi vsem udeležencem v prometu prinesla več varnosti. V Zeleni luči gremo zato danes na teren z e-skirojem, imamo zeleno, gremo! Tako, sem v centru varne vožnje Ljubečna pri Celju na poligonu, kjer danes na ta čudovit sončen dan sodelavci fakultete za logistiko izvajajo en poskus. In ta poligon, ki je običajno namenjen avtomobilom, je danes malo drugačen. Tukaj se vozi kar precej električnih skirojev in na njih opremljeni prostovoljci, ki z uporabo precej tehnologije skušajo pokazati raziskovalcem, kam človek gleda med vožnjo z e-skirojem, na kaj je pozoren, kako se vozi, kako upošteva cestno-prometna pravila. No, in tudi mene so opremili. Najprej z pametno uro in telefonom, ki beležita lokacijo, in potem še s posebnimi očali, ki pa beležijo to, kam prostovoljec upira svoj pogled med vožnjo. Pija, vi imate danes tukaj eno tako nenavadno nalogo, že ves dan se vozite naokrog z e-skirojem in zasledujete vse ostale udeležence. Da so varni? Zakaj? Tudi zato, da so varni, pa malo zato tudi, da vejo, kam je potrebno iti. Sicer jim damo prej zemljevid, ampak si je težko zapomniti vsako smer. Pa tudi kamero imamo nastavljeno gor na skiroju za udeleženci, da imamo še pogled iz njihovega hrbta, kaj v bistvu oni dejansko vidijo. In je to v bistvu. In kakšne so vaše te prve še neznanstvene ugotovitve, kako današnjim udeležencem, prostovoljcem gre na tem poligonu? Ja, da jih je res različne izkušnje imajo uporabniki. Od začetka se mi je zdelo, da to ne bo problem, ker sta imela dva, ko sta res peljala brez problema. Pol pa se je začelo, pa niso več puščice bile narisane, ker smo namreč na poligonu, pa so drugi avtomobili in so se zbrisale, pa sem se jaz mogla odzadaj dreti, kam morajo iti. Pol je včasih težko gledati, ko kateri nestabilno stoji na skiroju. Drugače pa suma sumarum so pa vsi zanesljivi, pa upoštevajo pač koliko toliko cestno-prometne predpise. Tudi mene ste spremljali, hvala vam za to, sem se počutil varnega. Komentarji? Ja, malo ste bili nestabilni, malo ste se migali, drugače pa upoštevali ste vse stope, vse prednostne ceste, tako da jaz bi vam dala izpit, ne. Okay, bom to sprejel kot delno pohvalo. Okay. Pija, najlepša hvala. Hvala vam. Pija Soršak je ena od raziskovalk, ki sodelujejo v projektu Električni skiroji v urbanih okoljih. V uvodni fazi projekta bodo s pomočjo prostovoljcev predvsem zbirali čim več podatkov o tem, kako vozijo, koliko upoštevajo pravila in kam usmerjajo svoj pogled. Zelo pomemben del opreme so očala, ki so opremljena s kamero in senzorjem, ki ugotavlja, kam posamezen prostovoljec med vožnjo obrača oči, kaj zmoti njihovo pozornost in kaj morda spregledajo. Ena izmed prostovoljk, ki so se podale na poligon, je bila tudi Ema. Ja, malo drugače se voziti po poligonu, kot pa po cesti, pa kolesarske. Tudi glede prometnih predpisov, ste jih upoštevali, ste bili pridni? Ja, tokrat ja. Drugače pa načeloma, ko se vozim po kolesarske, ja, nisem glih najbolj pozorna na okolico.
Imate kdaj kakšno težavo z drugimi udeleženci v prometu? Se pravi, kdaj pride do kakšnih težavnih situacij? Zaenkrat, če načeloma nisem imela, no so tudi ostali, moram reči, kar pozorni na Eskiroja. No, ne vsi, ampak do zdaj večina, na mene je bilo dovolj ljudi pozornih, no, da ni bilo kakih nesreč. Pa imate tudi občutek, da so drugi ljudje do vas, ko se vozite z Eskirojem, nestrpni, morda živčni, ko vas zagledajo? Ja, če se voziš po cesti ali pa kje ob pločniku ali pa na robu ceste, te so bolj živčni, no, drugače pa če si na kolesarski ali pa tako, pa ni, mislim, da problema, no. Še eno vprašanje, se vozite tudi s kolesom? Ne glih pogosto, pač ko prije kakšna priložnost, da se malo rekreiram, drugače pa ne. No, zaradi tega sem vprašal, ker me zanima vaša primerjava. Se počutite bolj varne na kolesu ali na Eskiroju? Pa bolj na kolesu, no. Pač dlje časa ga že vozim, pa tudi ne dosegam takih hitrosti, no, kot z Eskirojem. Hitrost in varnost so tudi glavna skrb prometnih policistov. Vsako leto se ob vožnji z Eskirojem poškoduje več 100 ljudi, 10 jih zaradi hudih poškodb tudi hospitalizirajo. Tomaž Horvat, vodja izmene postaje prometne policije iz policijske postaje Ljubljana, je Luki Turku takole opisal glavne nepravilnosti, ki jih zaznavajo pri voznikih Eskirojev. Kar se tiče prekrškov glede Eskirojev električnih, je predvsem na prvem mestu hitrost. Hitrost je previsoka, potem so tukaj površine, neustrezna uporaba površin, neustrezna uporaba zaščitnih sredstev, se pravi od čelad do pri manjših, tudi kakšni ščitniki, rokavice in podobno, kajti pri padcih to so hitrosti nekoliko više in so tudi poškodbe potem pri padcih večje, hujše, pride tudi do zlomov, do odprtih zlomov, do odrgnin, marsikaj smo že doživeli na terenu. Policija je letos kupila novo napravo, s katero na terenu preverjajo, če lahko Eskiro doseže višjo hitrost od dovoljenih 25 km/h. Se izvajajo redne kontrole, potem imamo občasno poostrene nadzore, kjer se dejansko te kršitve ugotavljajo, tako sva jih prej naštela, od prekoračitev hitrosti, kar se ugotavlja s temi novimi valčki, kateri so bili nabavljeni strani policijske uprave, se postavi na določeno točko in potem se meri tam hitrost. Seveda je pa težava teh Eskirojev ustaviti, je tudi težko tole slediti, ker on lahko med ulicami se izogiba kontroli in potem pri sledenju lahko pride tudi do kakšne neprijetne situacije. Tomaž Horvat ob tem izpostavlja predvsem to, da vozniki Eskirojev niso primerno opremljeni. Taki so njegovi nasveti pred nakupom in vožnjo. Predvsem se najprej proizvajalce pozanimajo o lastnostih tega električnega Eskiroja, ali je to v skladu z zakonodajo, da to ne bo potem nastala težava, kolikor bodo prišli v postopek s policijo. Predvsem pa ozaveščanje oziroma, da jih starši pripravijo na to, da jih seznanijo, kako se lahko vozijo, kje se lahko vozijo, da jim nabavijo tisto zaščitno opremo, fajne tele zaščitniki, čelade, rokavice, da vsaj pri blagem padcu lahko blažijo tiste minimalne poškodbe. O vsem tem, kar je Luki Turku povedal predstavnik policije, bodo razmišljali tudi v raziskovalnem projektu, ki ga na Fakulteti za logistiko vodi doktorica Tina Cvahte-Ojsteršek. Ja, v resnici se ne bomo posvečali samo obnašanju. Zdaj, osnovna ideja za projektom, zakaj smo se sploh odločili za to in zakaj smo sploh šli v to, da pridobimo financiranje, delo in vse, je, da opažamo, da se v resnici Eskiroji, da so se pojavili relativno hitro, pa nekako se niti zakonodajno, niti tudi mi kot ljudje ne znamo čisto spoprijeti s tem izzivom oziroma s tem nekim novim pojavom, ne. Tako da bomo pogledali iz veliko vidikov, ne samo z vidika uporabnikov Eskiroja, ampak tudi tistih drugih udeležencev v prometu, ki se z njimi srečujejo. Tako da pogledali bomo na primer interakcije z pešci, potem načine, kako uporabniki Eskirojev kam gledajo, kako uporabljajo infrastrukturo, katero infrastrukturo sploh uporabljajo, koliko se držijo raznih omejitev. Potem pregledali bomo seveda tudi nekak širši zakonodajni okvir, kako imajo to drugje urejeno, tudi kako se vozniki avtomobilov srečujejo z Eskiroji. Tako da v končni fazi je naš cilj pogledati vse, oziroma vse verjetno ne bomo mogli, ne, ampak vse udeležence v prometu na nek način, ki se z Eskiroji srečujejo. Ja, no, bistvena vprašanja glede in uporabe in regulacije pa so seveda povezane z varnostjo uporabnikov in pa posledično drugih udeležencev v prometu. So Eskiroji v primerjavi denimo s kolesi res toliko bolj nevarni? Ja, definitivno so, žal. Kot že omenjeno, recimo že sama stabilnost, konstrukcija pomeni, da so težji na nek način za obvladovanje kot kolo.
Po drugi strani tudi, zdaj mogoče mlajše generacije bodo rasle z e-skiroji, pa bodo nekako bolj spretne na njih. Mi pa smo seveda bolj navajeni kolesa, ki je bolj obvladljivo, pa tudi veliko bolj stabilno, pa veliko bolj prilagodljivo na neke manjše napake v infrastrukturi. Z e-skirojem, z majhnimi kolesi, z velikimi pospeški, če se zapelješ čez kamen ali pa če se pelješ recimo po mestnem središču s kockami, je veliko večja verjetnost, da boš padel. In to nekako tudi statistika kaže. Vsako leto se povečujejo število nesreč, ali so to nesreče z drugimi udeleženci, ali pa tudi sam padci, ali pa poškodbe, kjer uporabnik e-skiroja pade sam. Tako da tega je definitivno vedno več. Zaskrbljujoča je mogoče statistika, da gre velikrat za resne poškodbe obraza, glave, kompleksne zlome. To so podatki, ki jih tudi iz naših bolnišnic nekako smo dobili in smo jih obdelali. Tako da vsekakor ja. Druga stvar je pa mogoče tudi pomanjkanje zaščitne opreme. Na kolesu nekako smo že privzeli, da je fajn, če imaš čelado, sploh za otroke recimo. Pri nas sicer zakonsko obvezna je čelada na e-skiroju tudi do 18. leta, ampak zelo malo dejansko tistih, vsaj najstnikov, čelada uporablja na skiroju. Medtem ko na kolesu nekako vemo, da če se bomo neke nevarne situacije spravili, si damo avtomatsko že vsaj večinoma čelado na glavo, na e-skiroju pa redko kdaj vidimo čelado kot neko osnovno zaščitno sredstvo, ravno proti tem poškodbam, ki na skirojih so najpogostejše. Že nekajkrat ste omenili zakonodajo, kot vemo, e-skiroji so se pojavili praktično od nikoder in zapeljali v pravno praznino. Kaj pa trenutna slovenska zakonodaja? Je ustrezna? Na katerih točkah da, na katerih točkah ne? Prednost trenutne zakonodaje sigurno je, da vsaj naslavlja koncept e-skiroja, čeprav ne neposredno. Torej, zakonodaja trenutno e-skiroje tretira kot lahka motorna vozila, torej jih daje v enako skupino kot naprimer motorizirane invalidske vozičke, manjše mopede in podobno, kar seveda posledično pomeni tudi težavo pri sledenju statistikam nesreč in podobno, ker se vse to meče v en koš. Ampak ja, vsaj neka pravila imamo. Moje mnenje sigurno je, da glede na to, koliko e-skirojev je, da lahko verjetno pričakujemo, da se bodo vedno bolj uporabljali tudi, je, da bi bilo smiselno to nekako ločeno v zakonodaji nasloviti. Ne samo v smislu, da to obstaja, kje se lahko vozi, ampak tudi nekatere omejitve, kar se tiče tega, kaj se lahko prodaja, kaj se lahko uporablja. No, prav glede prodaje je tukaj kar precej nekaj zagad, ker v Sloveniji je še vedno mogoče kupiti tudi vrste e-skirojev, s katerimi se je načeloma prepovedano voziti, se pravi predvsem tiste, ki grejo lahko hitreje od tiste določene omejitve 25 km/h. Kako bi to lahko preprečili? Najprej moram povedati, da je to mogoče ena izmed tistih stvari, ko nas je na začetku projekta, ko smo delali nek pregled tržišča, najbolj presenetila. Da dejansko brez nekih večjih težav ali pa omejitev se prodaja bolj kot ne vse. Sicer prodajalci napišejo, skiro je omejen na 25 km/h in je skladen z zakonodajo, ampak potem v naslednjem stavku povejo, da ampak v aplikaciji ga pa lahko odkleneš in potem gre 70 na uro, ne? Ali pa celo nudijo storitev, ampak za 20 € vam ga pa mi lahko odklenemo, kar se mi zdi popolnoma nesprejemljivo, ne samo z vidika prometne varnosti, tudi kot starš, kot človek, ki se potem srečuje s temi skiroji v prometu. Ampak ja, da se vrnem na vprašanje, kako bi to regulirali. Obstajajo sistemi že v tujini, kjer je e-skiro treba mogoče registrirati, ali pa če ne registrirati, pa vsaj imeti potrdilo o skladnosti z neko regulativo, z nekimi omejitvami. Zdaj prvi koraki so se tudi pri nas že naredili z temi merilci hitrosti e-skirojev, ki so sicer dosti debate in polemik potegnali za sabo, ampak to sigurno je prvi korak. Torej, če imamo omejitev hitrosti, ki je relativno visoka v resnici, tudi 25 km/h s takim prevoznim sredstvom je kar hitro, potem dajmo vsaj poskusiti, da nekako vzdržujemo to prepoved oziroma da se ljudje držijo. Ne. Dolgoročno pa so mogoče moji pogledi malo radikalni, ampak jaz sigurno zavzemam, to je moje osebno stališče, da jih je treba registrirati in seveda tudi zavarovati.
Ja, kot ste rekli, težko bo prilagoditi kar vso prometno infrastrukturo na uporabo e-skirojev, ampak na nekaterih točkah je pa morda to vseeno smiselno. Kako gledate na prilagajanje infrastrukture za e-skiroje in kateri posegi so morda smiselni, pa ne tako zelo zahtevni, da bi zahtevali tisoče in 10 tisoče evrov vlaganja v prenovo oziroma spremembo infrastrukture? Ja, v osnovi mislim, da so e-skiroji zelo občutljivi na recimo luknje, razne ovire, prehode. Tako da v osnovi, če prilagodimo infrastrukturo, naprimer invalidom, tu je neka vzporednica, ki je mogoče smiselna, torej invalidi z invalidskimi vozički, mamice z vozički in pa e-skiroji, ker so mogoče konstrukcijsko dosti podobni. Torej, če odpravimo neke infrastrukturne ali pa arhitektonske ovire po mestih, za invalide, torej da znižamo robnike in podobno, potem bo tudi uporaba e-skirojev posledično bolj varna. Tako da nekako se mi zdi, da to gre z roko v roki in dosežemo nek tudi širši dober efekt. To sigurno, to je tista prva stvar, na katero se moramo nanašati. Hkrati pa s tem, da se zelo obsežno gradi neka kolesarska infrastruktura, se posledično tudi infrastruktura za e-skiroje gradi. Vse ta mešanica kolesarjev pa e-skirojev v mestih načeloma čisto okej deluje. Problem je, če se ne razumejo, kar tudi je verjetno nek kulturni problem, ali pa pol, ko se začnejo mešati s pešci, tisto je bolj problem. Ali pa z vozili, z avtomobili, avtobusi na drugi strani. Ta mešanica kolesarjev pa e-skirojev pa se mi zdi, da je čist okej v osnovi. Ja, seveda, če se vsi malo prilagodijo eden drugemu in to je pa, ja, seveda, zdaj pri e-skirojih kljub desetletju že aktivne uporabe. Še vedno je to relativno novo prevozno sredstvo, ki se je hitro razširilo in je najbrž tudi v tem težava, da prihaja do toliko konfliktov med uporabniki različnih prevoznih sredstev. In kako zdaj vi gledate na to, kako naslavljati ta kulturni problem? S časom, najverjetneje, in pa tudi v končni fazi z ureditvijo pogojev in nekih pravil. Pa tudi z malo večjo strpnostjo v končni fazi. Saj tudi, ko so, avtomobili izumljali in so se začeli avtomobili pojavljati, sem hotela reči, so bili vsi proti. Vedno neke spremembe zahtevajo, neke prilagoditve, sploh v prometu, kjer se mi zdi, da smo na neki točki, ko smo vsi malo živčni. Ne glede na to, ali smo pešci, ali smo kolesarji, ali smo v avtu, vsi smo malo živčni in potem, če smo v gneči, pa se nekdo z e-skirojem in pele, smo avtomatsko zakaj se mora ta zdaj tu voziti, ne? Tako da v resnici pač z regulativo, ki mora jasno opredeljevati, kaj je dovoljeno in kaj ni, in hkrati ne preveč omejevati. Še vedno e-skiroji v osnovi so dobra stvar, ne? Lahko ga parkiraš na obrobju mesta, potegneš e-skiroj iz prtljažnika in se peleš v center mesta, z prometniškega vidika ali pa z vidika urejanja mobilnosti je to idealna rešitev, ne? In pa z tem, da smo tudi kot uporabniki v resnici, ne uporabniki samo e-skirojev, ampak celega prometnega okolja, mogoče malo bolj strpni, no. Včasih dvakrat zadihati pa počakati, da pač tudi tisti e-skirojist gre čez cesto, ne rabimo ga ravno izsiljevati, ne, tudi če je na e-skiroju. Doktorica Tina Cvehte-Ojsteršek, najlepša hvala za vaše razmisleke. Najlepša hvala, z veseljem. Zapeljali smo se torej po poligonu z e-skiroji. Raziskovalci bodo prostovoljce kmalu odpeljali tudi na celjske ulice, da še v realnem okolju preverijo njihove odzive na različne prometne situacije. Ko bodo rezultate zbrali in obdelali, vam to seveda sporočimo tudi v zeleni luči. Poglejmo pa zdaj le še nekaj drugih mobilnostnih novic. Vlada je v začetku oktobra sprejela odlok o programu porabe sredstev podnebnega sklada za obdobje med letoma 2025 in 2028. Načrtovanih je za 830 milijonov evrov izplačil, od tega jih bo šlo največ za področje trajnostne mobilnosti, 375 milijonov. To naj bi bile naložbe v posodobitev javnega potniškega prometa, torej za nakup novih vlakov in avtobusov, pa tudi za prenovo vozovničnih in informacijskih sistemov, sofinanciranje brezemisijskih vozil in polnilne infrastrukture, pa tudi spodbujanje kolesarjenja in hoje ter prenos tovornega prometa s cest na železnice. Podnebni sklad je namenjen sofinanciranju ukrepov za prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Vanj pa se stekajo prihodki, ustvarjeni s prodajo emisijskih kuponov.
Še malo o evropskem financiranju sprememb mobilnosti. V evropskem proračunu za leta od 2021 do 2027 je bilo 4,5 milijarde namenjenih spodbujanju kolesarjenja. Po novi študiji je bilo s tem denarjem do zdaj v Uniji zgrajenih več kot 900.000 kilometrov kolesarskih stez, a so med bolj in manj uspešnimi regijami ogromne razlike. Še eno priporočilo. Predlagam, da na vseh živih družabnih omrežjih in na YouTubu poiščete Urban Cycling Institute. Objavljajo ogromno zanimivih primerov, raziskav in primerjav glede spreminjanja mobilnosti v mestih, spodbujanja kolesarjenja in sodobnega urbanizma. Znajo biti tudi precej zabavni. Torej, Urban Cycling Institute. Tako, skoraj do konca zelene luči smo prišli, le še en poziv imam za vas. Tokrat smo govorili o e-skirojih. Vem, da ima vsak od vas mnenje o njih, morda jih obožujete, morda vas razbesnijo. Pošljite mi svoje komentarje, izkušnje in zgodbice o e-skirojih, da v prihodnjih oddajah naredimo nekakšen zbir mnenj. Kakšna pravila bi morali uvesti, kdo bi moral spremeniti svoje obnašanje? Če ne boste povedali svojega mnenja, ga nihče ne bo slišal. Čakam jih na jan.grilc@rtvslo.si. Zeleno luč najdete v vaših najljubših kotičkih za podcaste, predlagajte jo še komu in spodbudite kakšno debato. Jan Grilc vam želim le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav! Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.